Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o angelčkih. Zjutraj pri meditaciji prav skozi mene šlo, zdaj pa čas za angele. Veste, nadangel Mihael je res mogočen angel. In jaz sem se prvič z njim srečala leta nazaj, bila sem na balkonu, delala sem tibetanske vaje in nekaj me tako zmrazi, prav pač nekaj sem začutila in samo rečem, kdo si? In dobim odgovor Mihael. Takrat nisem imela pojma, kakšen Mihael. Ja, nadangel Mihael. Nadangel Mihael je nadangel zaščite, rezanja določenih vezi, ki nas izčrpavajo. Nadangel Mihael je angel, ki ga lahko prosimo tudi takrat, ko tehnično nekaj ne gre. Nadangel Mihael skupaj z Rafaelom ju lahko pokličemo takrat, kadar je veliko temne, obtežene energije v našem prostoru in jih prosimo, da vzameta angelski sesalci in dobesedno posesata vso negativo. Nadangel Mihael je tisti, ki ga imate, si ga lahko predstavljate takoj na desni strani kot vaš vojščak, kot tisti, ki hodi z vami, kot tisti, ki enostavno vam odpira, ki vam čisti pot. Ne najdem več tiste meditacije, ampak vem, da leta nazaj sem jo tudi večkrat izvajala, da si predstavljaš, da imaš na desni strani nadangela Mihaela, za sabo Rafaela, na desni strani, na levi strani imaš Gabriela, ki ti šepeta, in pred sabo Ariela, ki ti dejansko nosi sporočila in te vodi naprej. No, jaz smo pa danes tukaj karte Terapija za angeli, tudi pri meni na spletni strani lahko dobite te karte in da vidimo, kakšna so ta trenutek sporočila za vse vas, stare duše, ki iščete odgovore za sebe, ki pač delate korake naprej, ki jih delamo, ne nazadnje tudi jaz, in da vidimo 3 sporočila kart Terapija z angeli. Danes imamo terapijo z angeli. Prva karta je prišla Božja škatla. Vse svoje skrbi, težave ali pa želje napišete na kos papirja in ga položite v posebno škatlo. No in ta Božja škatla, to je, mi imamo eno tako Božjo škatlo, kamor pišemo pač prošnje. Sploh takrat, ko so bili otroci še manjši. To Božjo škatlo, mogoče je zdaj to opomin ali pa en tak opomnik zame, da spet začnem pisati sporočila to Božjo škatlo. Dejansko prosim za pomoč, takrat, ko se mi nekaj zavozla. Recimo eno stvar, tam imam eno mapo, kjer imam položnice, imam gor napisan Angeli, hvala za denar. Dejstvo je, da takrat, ko plačujem račune, jaz imam vedno dovolj denarja. Pač nekako se vedno sezide, ne me vprašati kako, ampak vedno se sezide. No, naslednja stvar je, vizualizirajte uspeh. V tej situaciji vidite sebe, kako delate dobro, zato prejemate, zato zaupajte v pozitiven rezultat. In dejstvo je, vizualizirajte uspeh. No, in to je zdaj ena stvar. Predstavljati si končen rezultat, ko boste tam. Kako boste že dosegali nekaj, tisto, kar želite. Se pravi, prva stvar, napište, kar želite in dejte v posebno škatlo, gor magari napište Božja škatla, sporočila za angele. Naslednja stvar, predstavljajte si končni rezultat. No in prav ta končni rezultat. Poglejte, če si predstavljate, čakajte, vam bom pokazala v knjigi, ko imajo duše žur, če si predstavljate, to povezavo, ki jo imamo mi vsi ljudje z Božjim virom, da v bistvu potem pošljete dobesedno svojim vodnikom, angelom, svoji višji duši, da pač pošljete sporočilo, da kaj bi vi želeli. Se pravi, ko si mi predstavljamo končni rezultat, pomeni, da v bistvu zaupamo, da ta božanski vir bo poskrbel. Glejte, to je ta povezava, in pošljamo višji duši in prosimo vodnike, naj rešijo, tako kot je v najvišje dobro vseh. In dajmo jim predlagati, kako mi želimo, da bi bilo videti,
ampak dovolimo pa, da pride nekaj še boljšega v naše življenje. Zato naredite to in boste videli, angeli nas slišijo. Naslednja karta je pa prišla, moč manifestacije. Uporabite svoje duhovne darove in naravne sposobnosti, da boste dobili želeni rezultat. Kako neverjeten. Da prvo morate vedeti, kaj želite, potem prosite tisto, kar želite, predstavljajte si in imate v sebi moč manifestacije. V sebi imate vse tisto, kar potrebujete, da boste prišli do rezultatov. Pomislite na situacijo, ki jo želite izboljšati. Napišite, narišite ali naredite kolaž, ki opisuje želeni scenarij. In povezan je z nadangelom Jofielom in to je nadangel Božje lepote. Prosim te, poslušaj mi misli glede mojih želja, tako da bodo osnovane popolnoma na ljubezni. S to karto vas angeli opominjajo, da imate v sebi vso moč delovanja. Pač morate vedeti, kaj si želite. In zdaj, če samo ponovimo, poglejte. Vedeti morate, kaj želite, predstavljajte si to, kar si želite in v sebi imate vso moč, da boste to uresničili. Samo zaupajte. Angeli vas bojo vodili do pravih ljudi. Angeli vam bojo pokazali prave poti. In dejstvo je, da ko vi prosite, takrat, ko se vam odprejo neke poti, ne takrat potegnite ročne zavore, zato ker vas je strah. Ampak mogoče ena afirmacija, da si ponavljate, zaupam v Božje vodstvo. Jaz sem Božji otrok in sem popolnoma varna. Zaupam, da me angeli vodijo tja, kjer je za vse najboljše. Za mene je za vse vpletene. Zaupam, da se mi odpirajo nove poti, nove sposobnosti. Zaupam, da je pred mano novo obdobje. Glede, to je vaša moč je v tem, ko začnete govoriti, ponavljati si pozitivne trditve, verjemite mi, angeli vam govorijo vse to, kar je dobro za vas. Vemo še na prehodu na vodovo, 3 karte prehodu na vodovo, da vidimo. Tema vam nagaja. Je že prav, da vam nagaja tema, kar dejstvo je, glejte, bomo začeli tukaj. Nadangel Rafael je tisti, ki zdravi. Smaragdna svetloba, ki se spušča v vaše energijsko polje. Nadangel Rafael je tisti, ki bo zdravil vse vidike pomanjkanja, ne glede na to, na katerem področju je to. Je to čustveno, je to zdravstveno, je to finančno. Pač tisto pomanjkanje samo prost morate, da bo zdravo. Ko vi prosite za zavedanje, naj se razodane tema, to ni slabo. Ampak ko se razodane tema, kaj je tisti delček, kjer vas še vedno bega temna energija, takrat, ja, dobite na površje tako kot mozolj, ki se pregnoji, ampak to ni slabo. Dejstvo je, da te stvari so samo dobre za vaš razvoj. Ne se bati teme. Temne energije so in tudi vsi jih imamo osebne nazadnje. Če ne bi bili, če bi bili tako svetniški, bi bili že vsi v nebesih. Ampak dejstvo je, da imamo neko nalogo, nekaj za predelati v tem življenju. Vsi imamo družinsko karmo, vsak ima svojo karmo in pač predelujemo. In ko prosimo za zavedanje, kaj je tisto, kar se skriva v nezavednih delih mene, prosim za zavedanje. To ne pomeni, da bo zdaj vsa tema skočila v vas, ampak pomeni, da se vam bo razodel tisti kozarček, tisti košček vaše sestavljanke, ki je čas, da se osvetli. Vem, da ni enostavno, ko smo sredi sprememb, pokažejo se določene ljudje, s katerimi imamo še kaj za predelati, ampak ko prosite za zavedanje in tukaj naprej še nadangela Rafaela za zdravljenje, se vam bo zgodil popolnoma, čist preporod. In prišla je karta nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike pred menoj je novo obdobje. Karta nosi številko 39, se pravi 36, to je 9. 9 je zaključevanje, 9 je konec nekega obdobja,
Se pravi, zdaj je čas, da postavite tisto piko na i in rečete, aha, sem skapirala, grem naprej. Čas je dejansko za nove začetke in za zaključevanje starega. Pač tak cikl je naše zemlje. Vsi gremo v tem ciklu naprej, vsi se razvijamo. In dejstvo je, da ko boste vi razumeli, da nobena slaba stvar ni tako slaba, kot je videti, ampak je namenjena z namenom, da ozavestite, da se ojačate, da ojačate ta vaš notranji steber in ta vaš notranji steber, bolj kot je jasen, bolj kot vi trdno stojite, bolj se veča. In ta steber je lahko, ne vem, tudi takole, več kot 1 meter velik, preko tega stebra se napajate z Božjo svetlobo. Ta Božja svetloba vas pomlajuje, vam daje življenjsko energijo. Dobesedno se povežete z energijo svoje duše. Doseganje enosti z višjo dušo. To je vaše, to ni duša, ki je nekje v Himalaji. Tukaj je, vaša je. To polje okrog nas je 8 metrov veliko, široko in to je vaše polje. In to polje, tukaj noter imate zapise Akaše, tukaj noter imate zapise vseh preteklih življenj, tukaj noter imate vse, kar morate vedeti. In ko se vi odločite, da boste naredili korak naprej, se verjetno spusti, neverjetno, se sprosti en delček te energije, ki je čas, da jo napolnite z Božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo. Vete, zaupajte v svoje božanske sposobnosti, zaupajte, da ste tukaj s točno določenim namenom, da boste vi kot duša naredili korak naprej. Kaj je tisto, kar vas najbolj šola? Kateri odnos je tisti? Kaj vam povzroča največji strah? Jaz, ko zdaj ne moram povedati, sem govorila z eno gospo, ki je v bistvu jo strah, da bi njena mama naredila samomor. In recimo ta podoben strah sem tudi jaz doživljala kot majhen otrok, strah, da bo moja mama zbolela in umrla. In dejansko moja mama je zbolela, ko sem bila stara 11 let, in potem, ko sem predelovala svoje pač te zapise, akaške zapise, sem prišla do zaključka, da v večjih življenjih sem ostala sama, sirota, brez mame, mama ni zmogla in zapustila sem morala skrbeti za družino. In dejansko sem v tem življenju najdla točen tak odtis take mame, da bom pač ta del pozdravila. In zato verjemite mi, da vsaka stvar je v vašem življenju pravilna. To, kar se vam dogaja, je prav. Ta partner, ki ga imate, je ta prav za vaš osebni razvoj. Kaj predelujete z njim? Mogoče strah, da vas bi zapustil, mogoče strah, kako bom pa zmogla sama, mogoče ste jezni nanj, zaradi tega, ker ste bili jezni še iz enega druga življenja, ker se mogoče ni držal nekega dogovora ali pa kakorkoli, ali pa vas ni poslušal. Pač dejstvo je, da te stvari so vse v tem polju 8 metrov in dejstvo je, da ko je čas, jih ozavestimo, zato da bomo jih lahko pozdravili. Zato današnje sporočilo angelov je ta: zaupajte, tukaj niste sami. Tukaj, kjer ste z namenom, ste po velikem božanskem načrtu. To, kar se vam dogaja zato, da vaša duša naredi korak naprej. Zaupajte in delajte korake. In predvsem, sporočilo je tisto, da bolj zaupajte v sebe, v svoje sposobnosti, da ni potrebno, da iščete izven sebe, ven guruje, ker so drugi bolj pametni, ker imajo drugi večji pretok, ampak da začnete sebi zaupati in svoji duši, ker vaša duša vam ves čas govori. Ni, da ste nori, ampak vaša duša vam govori. In dajte ji zaupati, da ta sporočila so ta prava. Ta vizija, ki jo imate, je ta prava. Vse to, kar se vam dogaja, je prav. To ni, da je tisto, da si domišljaš nekaj. Ampak si ti stara duša tukaj in imaš vedenje in imaš znanje in imaš tudi namen delovanja in imaš delovanje. In prvi korak delovanja je povezan s tem, da počistiš svojo nesnago. In ko boš to počistila, boš pripravljena za večji namen tvoje duše, da pomagaš drugim ljudem narediti korake naprej. To je današnje sporočilo za vas, stare duše, da boste lažje delali korake v svojem življenju.
uživajte. To je šlo skozi mene, tako da, glejte, ne vam bo dobro, ne vas angeli spremljajo, samo dovolite, da se v vašem življenju zgodi vse dobro.